Gledam statistiko prodaje lahkih gospodarskih vozil in če jo primerjam s prodajo lani, in je graf v bistvu podoben tistemu pri delnicah oziroma pri Bitcoinu in se sprašujem, ali je Trump imel tudi tukaj prste vmes. Vsi omenjeni grafi so namreč kar nekaj časa že v rdečem, čeprav, če gledam celostno sliko, pa stvari vse niso toliko grozne. Lansko leto je bilo po prodaji lahkih gospodarskih vozil izjemno uspešno. Čeprav je letos prodaja nižja, pa vseeno ni slaba in kupci imate na voljo širok spekter finih vozil, med katerimi lahko izbirate. Sam sem jih nakup nabral 6, ker imam samo eno rit, pa mi bosta pri projektu pomagala urednika revije Transport in revije Mehanik in voznik Boštjan Pavšer in Marko Krautberger. Že lansko leto smo skupaj pripravili primerjalni test poltovornjakov, takrat so nam pomagali tudi kranjski poklicni gasilci in prinesli protipoplavne vreče, da smo lahko vozila obremenili, no tokrat bomo pa v te male dostavnike nalagali palete, prazne in polne, no pa kolo bom dal noter. Razložim zakaj. Prvi po abecedi je Ford in pri njih smo vzeli kar 2 dostavnika, manjši Courier predvsem zato, ker je v tej novi generaciji konkretno zrasel in postal mnogo bolj uporaben. Kljub ultra kratki dolžini meri namreč samo 4,34 metra, tamle zadaj namreč skriva skoraj 3 kubike prostora in njegova nosilnost je 850 kg, če boste seveda doplačali za močnejše vzmetenje. Transit Connect je malenkost daljši, ampak je na voljo tudi v podaljšani različici, kar pomeni, da je lahko konkretno daljši. Tale v dolžino meri 4,85 m, v njegovem trebuhu je za 3,7 kubika prostora, obremenite ga pa tudi lahko z 850 kg. Opel Combo je prvi od 2 modelov tokrat, ki sta si tehnično skoraj identična. V tej krajši različici v dolžino meri 4,4 metra, njegova nosilnost je pa dobrih 680 kg. Oziroma, če boste dali kljukico pri povečani nosilnosti, skoraj 1 tono. Peugeot Partner je dolg, ja, ste uganili, enako kot Combo in tudi njegov tovorni del je identičen, kar pomeni, da je tamle zadaj 3,3 kubika prostora, nosilnost pa 825 do 832 kg, če boste vzeli močnejši motor, pri tem 100 konjskem pa od 800 do 818. Ja, velik cifer. Renault Kangoo ima v rokavu kar nekaj zanimivih adutov. Pri krajši različici je na voljo opcija brez stebrička B, kar pomeni, da se drsna vrata odprejo 1,45 m na široko in je nalaganje palet povsem enostavno. No, takšna daljša različica ima bolj stebriček, dolga je 4,90 m, v tovornem delu je pa prostora 4,3 kubika oziroma 4,9, če boste uporabljali še tale del tukajle. Tale naš tokrat je malo drugačen, ker je edini s 5 sedeži, pa nekoliko manjšim tovornim delom, pa malo drugačen je tudi zato, ker ima edini drsna vrata na obeh bokih. Zadnji po abecedi je Volkswagen Caddy Cargo. Saj lahko vidite, da v teh krajših različicah so si po dolžini skoraj identični, nekoliko se pa razlikujejo po sami nosilnosti, ki je v primeru Caddyja 726 kg, torej malo manj kot pri nekaterih ostalih. Sicer ne vem, katero obrtnik s sabo prevaža jeklene uteži, ampak v redu, nekaterim je nosilnost sigurno pomembna. Preden iz prispevka naredim celo enciklopedijo, gremo rajš na hitro pogledati, kaj smo ugotovili, ko smo v tovorne dele nalagali stvari. Potem pa še vožnja. V bistvu, če dostavnik kupujete zase, je tudi vožnja eden od parametrov, ki mu morate posvetiti kar nekaj pozornosti. Akcija, skratka. Sem vzel meter s sabo, da bom vsaj pomeril jaz, če že nalagajo ostali, pa vidim, da tudi to znajo narediti. A ste tukaj kakšno kavo da dobiti? Tako fajn laufa delo, da sem pozabil, da sem jaz v bistvu prišel sem delati in ne se voziti s kolesom. Skratka, prva stvar, ki smo jo preverili, je, da smo vsak avto naložili tovor, težek skoraj pol tone, na eni paleti. S tem smo seveda ugotovili, da ena paleta gre vsak avto, brez kakršnih koli težav, smo pa hkrati pomerali, koliko se je vsak avto posedel na zadnjem delu. Tabelico imate tukajle. Zdaj pa se hkrati vidi, kako dobra je moja organizacija, se vidi, kjer faks sem zaključil, ker jaz se lahko vozim s kolesom, pa delo poteka nemoteno naprej. Zdaj bomo pa vsak avto dali 2 oziroma 3 palete, pa preverili, koliko jih dejansko spravimo. Prazne, samo da pogledamo površino. Eno, če grem še en krog. Potem smo vsako vozilo postavili 2 prazni europaleti, ker nas je zanimala samo nakladalna površina. Več kot 2 itak nismo spravili v nobeno vozilo, pri Fordovem podaljšanem Connectu je ostalo za
skoraj pol širine Europalete prostora, pri drugih pa od centimetra pa do največ 6 cm. Pomembno se mi zdi poudariti, da je sprednja stena tovornega dela vseh teh vozil spodaj zavihana proti potniškemu delu. In zato prazno paleto lahko postavimo bolj naprej, če bi bil na njej tovor, pa bi bila nekoliko bolj proti zadku vozila in bi bila potem z dvema naloženima paletama v nekaterih vozilih že prostorska kriza. Za primer dam Peugeot Partner, ki ima v tej krajši različici L1 tovorni del pri tleh, dolg 1,8 metra, na višini 80 cm pa samo še 1,5 metra. No, potem pa še kolo. Da ne bo izgleda, kot da se jaz res vozim s kolesom naokrog, ostali pa delajo. Kolo je tokrat moja kaprica, ker me resno zanima, ali lahko obrtnik popoldne, ko zaključi z delom, zloži stvari ven, naloži na kolo in se odpelje nekam v naravo. In imam vedno občutek, da je v teh avtih noro veliko prostora, potem pa recimo nad balanco, da že ni toliko, tole je kratek, tako da sicer eno kolo gre noter, teh pritrdilnih mest je dovolj, dveh koles pa ne bi spravil sem noter. Pogledam v ta daljšem Fordu. Sicer višine ni nič več, no. Gre pa kolo lepo naravnost noter, kar pomeni, da bi spravil sem noter 2 ali pa mogoče celo 3. No, tale Kangoo je uporabniško zelo podoben Fordovem Connectu. Tudi tukaj gresta, ne pa ni enak, nimam prostora. Tukaj pa guma gleda ven, tako da bi moral dati vse kolo malo pod kotom, kar pomeni, da najbrž več kot enega ne bi spravil sem noter. In evo, vožnje. Gremo kar na ključno, nič po abecedi in prvi na vrsti je Renault Kangoo. Kangoo je v tokratni druščini precejšnja specifika, ker je edini avtomobil, ki ponuja 2 vrsti sedežev, torej 5 sedežev, pa dokaj velik tovorni del, ki ga pa enostavno in skoraj z eno potezo lahko precej povečam, tako da tisle del premaknem naprej. Takrat sta seveda potem uporabna samo 2 sedeža, ampak kar se prilagodljivosti tiče, pa to je ena super funkcija. Sicer pa Kangoo je avtomobil, ki je v tej zadnji generaciji pri nas mnogo manj časa kot pa na nekaterih drugih trgih in ta leta se mu včasih že poznajo. Ampak se mu poznajo tam, zaradi česar je dejansko vsaj meni še bolj všeč, ker je v bistvu edini avtomobil tokrat, ki ne piska, ki ne vleče volana in je vožnja prav zaradi tega še bolj prijetna. Pa tudi sicer jo lahko pohvalim, avto je manj zvočno zadušen kot ostali, to lahko poudarjam, ampak razlika vse ni tako velika, se jo pa občuti takrat, kadar vozimo vse avtomobile enega za drugim in so te majhne razlike lažje opazne. Brez skrbi, boste tudi z njim shajali super in ne boste imeli v bistvu skratka nobenih težav. Tudi notranjost v bistvu lahko pohvalim, sedim v redu. Ok, tokrat je tole edini avtomobil, ki nima tukaj na sredini velikega zaslona pa z nešteto funkcijami, ampak je tak radio precej hecnega in starinskega izgleda, ampak recimo, da me tudi to kaj dosti ne moti. Določene vrline so pri takšnih avtih povsem nepomembne, spet druge pa izjemno pomembne. Predvsej nepomembno je, kako hitro gre lahko takšen avto skozi ovinek in kako filigransko natančno je krmiljenje. Čeprav, morda bi pri teh 2 postavkah že imel kdo z hitre pošte kakšne pripombe in bi rekel, da je tudi to pomembno. No, pomembno pa je, da je avto udoben oziroma tih. In potniški prostor Cadija se mi zdi recimo mnogo bolj tih kot pri Peugeotu oziroma Oplu, manj je donenja in odmevanja. To je kar ena fina lastnost. Pa morda še ena stvar, na katero ste pa sigurno obrtniki pozorni, in sicer dodatna oprema. Razlika pri tem avtu, na primer, je v primerjavi z nekaterimi ostalimi, da imam tukaj le zadaj še sredinsko okence, pa potem tudi sredinsko vzvratno ogledalo. Se mi zdi kar fina opcija za to, da lahko gledam nazaj promet, kadar nimam tovora tam le zadaj. No, po drugi strani pa Caddy tokrat nima vzvratne kamere, pa je tudi ena od takih stvari, ki bi jo jaz sam hotel imeti. Hočem reči, bodite pozorni, ko delate kljukice pri dodatni opremi, ker so določene malenkosti potem tiste, ki naredijo avto veliko bolj prijeten. Se toliko hitro presedamo iz avta v avto, da moram
med vožnjo nastaviti kakšno malenkost še pri samem stolu in Ford Transit Courier je tale tamajščkan avto, pa ga lahko takoj pohvalim, ker sem najprej nastavil ledveno oporo, kar pomeni, da se boste fajn počutili tukaj noter in boste vsi našli ustrezen položaj. Transit Courier je v bistvu en zanimiv avtomobilček, glede na to, da je manjši od praktično vseh tukaj danes, v njegov trebuh nismo pospravili veliko manj stvari, predvsem je pa zapeljati enako prijeten ali pa mogoče še celo bolj. Zelo lahkoten je, sicer sem pri Caddyju povedal, da vozne lastnosti niso najpomembnejša postavka pri tej sorti vozil, ampak ta ne more iz svoje kože in vidi se, da je pravi Ford, kar pomeni, da je zapeljati zelo prijeten. Tukaj znotraj ga v bistvu lahko pohvalim, kar se tiče sedeža, to sem ga že, in pa telih upravljalnih elementov, ker je vse skupaj zelo uporabniku prijazno. Materiali so tudi tukaj seveda bolj trdi, ampak ja, v Fordu nimam čisto nobenih pripomb, zelo fajn je zapeljati, dobro se počutim. Peugeot partner ima skupne korenine še z Oplovim Kombom, Toyoto ProAce City, Fiatom Doblo in Citroenom Berlingo. Zato bi pred tem testom svetoval, da v bistvu izberite tistega, ki je najcenejši, oziroma tistega, ki vam je najbolj simpatičen za pogledati. Ampak ni čisto tako in določene posebnosti so. Partner ima v Peugeotovem slogu majhen volan in merilnike nad njim. Preglednost je tukaj super, čeprav v vseh ostalih Peugeotih vedno ni, ker v takšnem avtu pač sedim drugače. Mi pa majhen volan kljub temu ni všeč. Se mi zdi, da v vrtenju kar čutim, kako se kar miljenje premika po zobnikih, skoraj kot da dela tik, 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 tik. V Oplu recimo tega ne čutim. Sicer je bil pa pred kratkim posodobljen in zunaj izgleda malce bolj moderno, medtem ko notri se mu pa leta že poznajo. In leta se poznajo tudi kombu. Težko razložim, ker morate preizkusiti sami, ampak trda in barvno suhoparna notranjost praktično vseh tokratnih predstavnikov vseeno poskrbi za razlike in ta dva predstavnika pač malo manj razvajata oči. Ne bom rekel, da notranjost deluje ceneno, ker je tudi tukaj dovolj dobra, me pa vse skupaj sploh takoj, ko se usedem noter, malenkost manj navduši. In v obeh kabinah tudi malce bolj doni. Spet, ni grozno in ne svetujem, da se jima izognete, ker sta vseeno fajn, sta pa za ščepac manj uglajena. Je pa motor tukaj zelo prijeten, 74 kW moči ima in je enako kot v partnerju, sploh nimam kaj zatežiti, ker je dovolj poskočen, seveda upoštevam, v kakšne vrste avtomobilu zdaj sedim. In še zadnji tokrat, smo že na avtocesti na poti nazaj. Zadnji je, sem hotel reči Ford Transit, ampak glede na to, da imamo dva, moram biti bolj natančen. Torej, Ford Transit Connect podaljšan, ta večji danes. Če ga primerjam s Courierjem, lahko rečem, da se mi ta zdi malo bolj zrel. Veliko podobnosti najdem s Volkswagenom in Caddyjem, kar ni presenetljivo, glede na to, da sta na enaki platformi izdelana. Moram reči, da je okolje v bistvu zelo prijetno, ta sredinski zaslon je prav lepo integriran v armaturno ploščo, prostora je veliko, odlagališč ravno tako. Ta 2-litrski motor ni veliko močnejši kot 1,5-litrski turbodizelski motor v Courierju, ampak se mi zdi vseeno bolj prijeten in občutek imam, da bo na koncu tudi porabil manj goriva. Sicer pa štejo malenkosti, kot je na primer po dolžini nastavljivo sedalo, v mojem primeru glede na mojo višino zelo nepotrebna stvar, ampak marsikomu bo pa všeč. In zelo fajn stvar je tudi samodejni menjalnik. Sem rekel že pri Caddyju, da če bi sam izbiral avtomobil zase, bi nujno vzel samodejni menjalnik in tale je zelo prijeten, zato je vožnja prav fajn. Evo, dolg dan je za mano, sem že malo utrujen, zato je čas za zaključek. Zmagovalcev v bistvu ni, ker so si vozila med sabo precej različna. Če vas zanima še kakšen podatek več, hitro na volan.si, da si boste lažje izračunali in ugotovili, kateri je najboljši za vas. Ambam, pa izberem enega. Ta je najbližji.